Pozdravljeni vrtičkarji, danes se bomo posvetili pripravi domačih pripravkov na osnovi sode bikarbone in pa žajbljevega čaja. Junij je čas, začetek junija je čas, ko moramo poskrbeti za krepitev rastlin zoper bolezni in pa seveda tudi škodljivce. No, v ta namen smo izbrali tudi dve zanimivi pršilki, eno 16-litrsko in pa na kolesih in pa eno 3-litrsko pršilko, ki jo seveda uporabljamo na manjših površinah, recimo za kakšno urbano vrtnarjenje ali pa za zelo majhne vrtove in pa rastlinjake. No, zelo močan učinek zoper bolezni, za krepitev rastlin zoper bolezni ima tudi žajbelj. Žajbljev čaj pripravimo tako, da za liter vode uporabimo eno pest žajbljevih listov. Poudarim naj to, da z žajbljevim čajem škropimo nekje do 3-krat na sezono. Škropimo po listih in pa lahko tudi po zemlji. Ne uporabimo pa več kot 3-krat, saj ima žajbelj kasneje lahko tudi negativen učinek na koristne talne mikrobe. Tako da po uporabi žajbljevega čaja uporabimo seveda potem lahko tudi kakšen čaj iz armanovih listov, iz timijana, recimo iz čebule, drobnjaka, ki ga lahko celo leto pobiramo, saj imamo drobnjak celo leto na vrtu, tako da moramo malo menjati, bi rekel, škropiva na osnovi domačih pripravkov. No, domač pripravek na osnovi sode bikarbone pripravimo tako, da v 4 litre mlačne vode umešamo eno žlico sode bikarbone, 2,5 žlice, polne žlice rastlinskega olja in pa nekaj kapljic ceta za pomivanje posode, zato da ustvarimo na listih, na listni površini film. Tako bo soda bikarbona, pripravek na osnovi sode bikarbone, pomagal pri krepitvi in ohranjanju zdravja rastlin pred boleznimi. Največkrat sodo bikarbono uporabljamo na paradižniku zoper krompirjevo plesen in pa seveda tudi na drugih vrtninah in drugih rastlinah. Tako pomagamo v takih vročih poletjih, ki niso deževna, pretirano deževna, ohranjati zdravje rastlin. No, za manjše površine v urbanih predelih uporabljamo lahko manjše pršilke, kot je tale 3-litrska Master Ergo. No, dostikrat opazimo na paradižnikih, posebej na paradižnikih, ki so posajeni v lonce, da takole zvijajo liste. To je pač sortna lastnost določene sorte, ki so malo bolj občutljive na vročino, zvijajo liste. To je pač posledica vročine. Na ta način se rastlina tudi brani, tako da to ni bolezen ali pa kakšna druga motnja. Ob rednem pršenju bomo tudi nekako ta temperaturni stres malo ublažili, ali pa pač enostavno tako, da paradižnik tudi malo zasenčimo, seveda ne pa preveč, ker rabi sonce. Tako da v tem primeru tole ni kakšna bolezen. No, za pršenje, kot sem že omenil, uporabljamo take manjše pršilke. Tale pršilka ima pač to lastnost, to glavno lastnost, da z njo pršimo lahko iz različnih kotov. Tako jo lahko tudi nagnemo in pršimo po listih. Lahko jo tudi nagnemo takole, to je funkcija 3D, kar pomeni, to ima poseben mehanizem, tako da tudi lažje uporabljamo. Tule zgoraj ima blokado pršenja, tako da razbremenimo tudi mišice in pa dlani, se pravi mišice na dlaneh. Pršilkam je dodana tudi cevka za lažji dostop do težje dostopnih predelov, če imamo več rastlin skupaj. Tako bomo tudi lažje nanosili škropiva. No, na vrtu pa uporabimo tole pršilko Movi 16 na kolesih. Njena glavna posebnost seveda je ta, da je na kolesih in jo lepo preprosto kar zapeljamo v vrt. Druga lastnost je ta, da ima zadaj varnostni ventil, s katerim spustimo odvečni pritisk, ko hočemo odšravfati pokrov. Ima tudi gibljivo cev, ki se stika z samo posodo pršilke. Na ta način
je preprečena, v bistvu je bolj odporna cev v tem delu na pokanje. Ima tudi Movi 16, ima tudi po višini nastavljiv ergonomski ročaj, tako je primerna tudi za manjše in večje vrtnarje. Na to pršilko lahko za lažjo uporabo in pa za boljši nanos škropiv uporabljamo razne priključke. To so lahko priključki razni podaljški, potem so priključki za vrstno, bi rekel, škropljenje, ko imamo recimo krompir ali pa jagode v vrsti, lahko jo dodamo recimo za točkovno nanašanje kakšnih herbicidov. Sama cev jo lahko tudi podaljšamo, a ne? Tule vidimo podaljšek, tako da lahko škropimo mogoče kakšne bolj oddaljene rastline ali pa tam, kjer imamo večjo gostoto rastlin. Pritisk uravnavamo s tole tlačilko in pa seveda, tako kot pri tudi drugih pršilkah, imamo tudi tukaj blokado pršenja, tako da ni treba pritiskati, ampak enostavno pritisnemo, porinemo tole blokado naprej, tako omogočimo stalno pršenje. Če so vam nasveti na Zelenem svetu všeč, vas vabim, da se prijavite na redne tedenske novice na portalu Zeleni svet. Lahko nas sledite tudi na Facebooku, Instagramu in pa YouTube kanalu. Moje ime je Primož Brezovec, veseli me, da letos vrtnarimo skupaj.